Klarinet zna biti glasen inštrument, ne recimo tako zelo kot trobenta. Marimba je glasna, ampak ni tako glasna, da bi lahko koga res motila. Igram tolkala, to je bobni, marimba, vibrafon, ksilofon. Danijel in David sta že večkrat nagrajena glasbenika. Oba vadita v svoji sobi vsaj 2 uri na dan. Tukaj vadim, ker imam najboljšo izolacijo. Ponavadi igram tam popoldne, ne motim recimo že ob 6. zjutraj ali pa ob 10. zvečer. Zagotovo ne igram po noči in res zgodaj zjutraj. Ustava in Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah državi nalagata, da spodbuja razvoj otrokove osebnosti in njegovih talentov. Moraš vaditi zato, da si vedno bolj suveren in da nastopiš si lahko bolj sproščen. Brez vadenja doma res ni uspeha. In s tem pridobim tehniko, znanje. A imamo tudi zakon o varstvu javnega reda in miru. Nanj so se sklicevali ljudje, ki so poklicali policijo, ker so morali poslušati zvok glasbil, saj so trdili, da hrup moti njihov mir oziroma počitek. Policisti so v nekaterih primerih napisali tudi denarne kazni. Nekoga več moti, nekoga manj, ampak se mi ne zdi smiselno, da bi nekdo prišel k tebi in bi ti začel govoriti, da ne smeš tega delati. Vsem to je tvoja domača naloga in vedno se boš s tem izboljševal. In če si pozoren, se mi zdi, da to ne bi smela biti težava. Če bi policija prišla k nam domov, bi bil zelo presenečen in hkrati tudi malo užaljen. Glasba meni res veliko pomeni, brez glasbe jaz ne bi mogel. Da glasbeniki ne bi bili kaznovani, pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije predlagajo zakonske spremembe, s katerimi bi zaščitili tako pravico do miru, kot pravico otrok do umetniškega izražanja in razvoja talentov obenem.